Pozdravljeni. Kakšni bodo bolidi Formule 1 v novem obdobju, ki se začenja sezono 2026? No, o tem so se že začeli pogovarjati pri FIA. Najprej je tu treba poudariti, da nov pravilnik je v ekskluzivni domeni FIA. Do sedaj smo lahko zasledili, da je pravzaprav tudi organizator prvenstva Formula One Management s svojimi strokovnjaki vplival na samo pisanje pravil. In če se dobro spomnite, sam Ross Brown kot tisti znani inženir Formule 1 je bil zaposlen pri Formula One Managementu, ko je spisal zadnji pravil. Ampak pogodba Concord, ki je v veljavi sedaj, poteče konec sezone 2025. Zato za sezono 2026 lahko pravila zaenkrat določa samo FIA. In to je ena izmed napak, ki smo jo lahko videli v preteklosti, ko pravzaprav mednarodna zveza ni imela kakšnih velikih pooblastil, kar se tiče samih pravil. A vrnimo se k najbolj pereči težavi. Mnogi navdušenci menijo, da sodobni bolidi Formule 1, to je sicer Ferrari SF21, so preveliki, preširoki, predolgi, imajo previsoko maso. In zato so se pri FIA odločili za drastične spremembe. Čeprav moram priznati nekaj, po prvih podatkih njihovi prototipi niso bili preveč uspešni. Opazili so resno napako, namreč sistem DRS zna v prihodnosti povzročati velike težave ekipam svetovnega prvenstva Formule 1. In o čem pravzaprav govorim? Razlika samega oprijema, ko je tisti pomožni profil zaprt in odprt, bi lahko bila prevelika in ugotovili so, da pri pospeševanju bi lahko bolid enostavno izgubil oprijem ter se zavrtel. In to je po svoje razumljivo, namreč če pogonski par koles nima oprijema, je v bistvu enostavno, da pri pospeševanju pride do takega pojava. Zato pri FIA poizkušajo uvesti nekaj, kar po eni strani je zanimivo, po drugi malce strašljivo. Da bi imeli mobilne profile tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Torej, da bi imeli nekaj podobnega DRS-u tudi na prednjem delu samega bolida. Ker bi nekako povzročilo, da zmanjšanje upora bi bilo sorazmerno tistemu, kar so izračunali, ampak porazdelitev izgube oprijema bi bila nekako uravnotežena. Čeprav sam pri tem imam določene dvome. Namreč pri manevru prehitevanja, ko voznik dohiti nasprotnika in potem skoči ven, a rabi oprijem predvsem na prednji osi. Če bi imeli tak sistem tu, bi tudi to znalo povzročati težave. A pravzaprav do sedaj nismo govorili o nobenem zmanjšanju tako imenovanih dimenzij. In prav pri FIA se trudijo uvesti naprimer manjšo širino bolidov. Namreč vrnili naj bi se na 1800 mm, kar je dimenzija, ki smo jo videli nazadnje v sezoni 2016, to je Red Bull RB12. In to bi bila že lepa razlika med tistim, kar je v bistvu na progi danes, s tistim, kar bo lahko v sezoni 2026.
Čeprav moram priznati nekaj, meni bolidi tiste dobe niso bili preveč skladni, bili so preozki. In tudi Pirelli je dejal, da ostajajo pnevmatike s platišči 18 palcev v uporabi, ne gredo na zmanjšanje na tistih 16, kot je bilo sprva predlagano. A bistveno bi bilo tudi zmanjšati, na primer, medosno razdaljo. In tu seveda v tistem sestanku, ko bodo predstavili prvi osnutek tehničnega pravilnika, ni govora, ampak imamo indice z nasprotne strani. Namreč že kar nekaj časa so na razpolago prvi osnutki oziroma prvi pravilniki, kar se tiče samih pogonskih sklopov. Ti bodo prav tako kot sedaj v 6 konfiguracije, kar se tiče motorja z notranjim izgorevanjem, le da bo ta imel namesto dosedanjih 700 konjskih moči le okrog 535 oziroma 400 kW, medtem ko tisti električno-hibridni del, danes znan kot MGUK, bo narastel na 350 kW iz današnjih 150. Mnogi seveda so že v dvomih, kaj bo to lahko seveda doprineslo, kajti baterije bo treba nekje napolniti. In zgodilo se bo lahko, da na primer na ravnini bo voznik polnil baterijo in takrat imel na razpolago tistih dobrih 500 konjskih moči, medtem ko z njim bo prišel nekdo, seveda s polno paro in imel na razpolago skorajda 1000 konjskih moči. Namreč tokrat v sodobnem času imamo pogonske sklope, ki proizvedejo skupaj približno 1050. V naslednjem obdobju naj bi se ta moč nekje znižala na 985 konjskih moči, čeprav ta seštevek ni točen. Električno-hibridni del ne more dodati določene moči motorju z notranjim izgorevanjem, ko je že ta dosegel maksimalno število obratov. A ideja je sporna zaradi neke druge zadeve. Namreč snovalci nekako načrtujejo, da bodo zmanjšali tudi posodo za gorivo. In to kar za 1/3 iz 110 kg na 75. Ker bi seveda zmanjšalo rezervoar in posledično naredilo bolid manjši. Mnogi izmed vas se lahko spomnite, kako so izgledali bolidi. Naprimer, tu je McLaren MP4 pomišljaj 23 sezone 2008. In če ga primerjamo samo za trenutek s tistim Red Bullom, bomo videli, da kar se tiče širine, sta približno enaka, ampak če primerjamo samo dolžino, je McLaren bistveno krajši, izgleda bistveno bolj okreten. Če smo natančni, njegova vozniška kabina je pomaknjena malce bolj nazaj, ker je seveda tudi rezervoar kot tak krajši, ker je seveda narejen za manjšo količino goriva. In tu seveda se lahko začne razmišljati, kako bodo lahko pri Formuli 1 sploh napolnili baterije, kajti gorivo kot tako je tisti element, iz katerega se proizvaja termična in posledično tudi električna energija. In mnogi navdušenci bodo razočarani, namreč če se zniža količina goriva, ki je na razpolago skozi celotno dirko, se tudi drastično zniža število obratov, torej poenostavljeno povedano, nič hrupa oziroma bistveno manj. A pravzaprav pri FII želijo se vrniti nekako k koreninam približno za 15 let v preteklost. Vsaj kar se tiče dimenzij, vsaj kar se tiče mas. Ampak po drugi strani pozabljajo na nekaj bistvenega. S takimi spremembami, hočeš nočeš, za seboj povlečejo določene posledice.
In prav te posledice bi lahko pripeljale Formulo 1 v kaos. Sicer sezona 2026 je še daleč pred nami in treba se je začeti pogovarjati, ampak ideje, ki sem vam jih predstavil, že na prvi pogled nam, navdušencem, zbujajo določene dvome. Na srečo gre le za prvi predlog, ampak tudi mi moramo vedeti, o čem pravzaprav gre, o čem so se že začeli pogovarjati. Ampak za danes hvala za vašo pozornost in nasvidenje.